Vsekakor pa ima ponatis knjige tudi veliko vrednost za samo dekanijo. Izdajatelj knjige je poleg Občine Slovenske Konjice tudi Dekanija Slovenske Konjice. Gospod Vogrin, arhidiakon v nadžupniji Slovenske Konjice. Vsak človek zapušča za seboj sledi svojega bivanja. In te sledi dostikrat pokoplje zemlja, pokoplje pesek, veter nanosi in tako to nekako izgine. Vendarle pa nekako, če gledamo skozi arhitekturo, skozi objekte, skozi to, kar je nekako ostalo, ko to raziskujemo, vidimo način življenja, način mišljenja, pa čutenja in umetnost in v bistvu to, kar se v človeških srcih in notranjosti dogaja, vse to nekako ovekovečeno v teh objektih in stvareh, ki jih najdemo, ki jih moramo potem tudi nekako ovrednotiti. Vsak človek je eno bitje, ki se trudi, da bi vsakemu času dal svojo vrednost. In čas pa nekako spomine pušča za sabo. In ko nekdo najde eno način, kako bi to približal drugim, se znajde pred eno dilemo, narediti to tako, da bo samo za arhive, a narediti to tako, da bo to za nekoga uporabno, da bo to lahko iz tega nekaj našel tudi za svoj čas. In dr. Augustin Stegenšek je z pričujočim delom Konjiška dekanija, ki je šlo leta 1909, želel ljudem v teh krajih dati na strokoven, pa vendar dovolj poljuden način en opis zgodovine in teh objektov, cerkvenih, sakralnih objektov, tudi teh gradov in vsega tega, kar je pač tukaj bilo, zato, da bi se ohranilo ne samo za strokovne kroge, ampak da bi to vsak človek mogel to doseči, da bi s tem nekako začutil, kaj so živeli njihovi predniki, kaj so zapustili, kaj kakva stvar pomeni, kaj danes, ko to opazuješ, pa mogoče ne poznaš ozadja, pa če ti nekdo to razkrije, ti nekako vse v nekih novih barvah dobi neko novo vrednost. In danes, ko smo ponovno izdali faksimilirano izdajo te Konjiške dekanije, sem prav vesel, ker smo ljudem sedanjega časa na način, ki je nekako tudi danes najbolj sprejemljiv, saj je pisana beseda nekako tista, ki ostane, dali eno možnost, da ima en ta vpogled v preteklost in s tem tudi nekako vrednotijo to, kar te svoje korenine, iz česa izhajajo. Da lahko tudi danes svoj čas nekako znamo ceniti v luči zgodovine in tudi delati zgodovino naprej, prihodnost, tudi v luči tega, kar je dragoceno, kar obstane, kar ohrani tisto pravo vrednost, kar v bistvu tisto brezčasnost nosi v sebi. In pričujoče delo, Konjiška dekanija, ki smo ga izdali, je ena taka knjiga, eno tako gromozansko delo, ki v te naše kraje prinaša strokovno ovrednotenje tega, kar so naši predniki tu živeli, kar so nam zapustili, kar nam te stene, če ne poznamo njihovega ozadja, spregovorijo ravno skozi oči strokovnjaka, ki je to na poseben način znal videti in tudi predočiti, da moramo danes nekako z veseljem gledati na vse tisto, kar je, veliko spada v zgodovino naših krajev in tudi videti, da so predniki pred nami tudi bili pametni, modri, duhovni, močni ljudje, ki so tudi znali svojemu času kljubovati in svojemu času dati pečat. Gospod Jože Vogrin, najlepša hvala za te vaše besede in hvala za vaš prispevek k knjigi Konjiška dekanija. Hvala lepa. Pa je prav gotovo eden najzaslužnejših Miran Gorinšek, župan Občine Slovenske Konjice,
saj je prav na njegovo pobudo prišlo do sestave tako imenovanega izdajateljskega sveta, katerega član je bil tudi on sam, v sestavi Roman Štus, dekan dekanije Slovenske Konjice, Jože Vogrin, arhidiakon v nadžupniji Slovenske Konjice, Aleksandra Boldin, profesorica zgodovine in sociologije, in Blaž Propotnik, urednik. Torej, gospod župan, kaj občutite danes ob uradni predstavitvi ponatisa tega izjemnega dela dr. Avguština Stegenška in tega izjemnega pomena, bi rekla, v Bizidu za samo občino Slovenske Konjice? No, prav gotovo sem večkrat ponosen, ko kakšno novo pridobitev dobimo, če imamo kakšno odprtje nove ceste, novega vodohrana, ampak danes sem še posebej ponosen, da nam je skupnimi očmi uspelo nekako iz pozabe iztrgati ta biser, za katerega mnogi Konjičani pravzaprav niti ne vedo, da sploh obstoja. Kot je bilo verjetno že povedano, gre za knjigo iz leta 1909, ki opisuje ne samo sakralne spomenike, ampak tudi povsem posvetne spomenike, gradove, graščine in pa tudi samo Žičko kartuzijo. In zame osebno je bistvo to, da iz del naših prednikov znamo počrpati tiste bistvene sestavine, ki naj bodo naša usmeritev za naprej. Predvsem pa lahko iz tega, kar so ustvarili tisti pred nami, črpamo potrebno samozavest za to, da se vsi skupaj borimo za naš boljši jutri, za naše boljše življenje. Tehnični urednik in producent knjige, ki je bdel nad izdajo, ponatisom, promocijo in prodaje knjige, je tukaj z mano. Blaž Propotnik, kakšni so občutki ob ponovnem ponatisu oziroma ob ponatisu knjige Konjiška dekanija? Ja, to je veliko delo je opravljeno, pomembno, tako duhovno, kot tudi recimo čisto osebno z tehničnega stališča zahtevno in zato tudi izziv. Sem vesel, da sem lahko tudi sodeloval in pač se zahvaljujem za zaupanje in dejansko bo to, od tod lahko črpamo tudi te informacije o kraju, kjer živimo in okolju in zgodovini tega. Tako da, zdaj, ko je to za nami, tudi predstavitev, vidim, ja, absolutno. Še kakšna zanimiva verzija ponatisa nas čaka, še kaj v prihodnje založbo Cerdonis? Ja, zanimivo je, da smo pred tem delali 400 let stare rokopise, črnjanski rokopis. Zdaj, ravno danes so me pa klicali tudi iz Črne, da so našli malo manj stare, ampak tudi avtentične zapise in da bi tudi šlo v knjigi. Tako da zdaj smo zgledali v nekih takih zanimivih zgodovinskih knjigah. No, krasno. V spremni knjižici o avtorju dr. Stegenšku se niste pojavili samo kot urednik, ampak tudi kot oblikovalec. Kakšna nova poteza? No, v bistvu jaz to celostno delam, odkar je ta namizno založništvo na računalnikih, je pač ta možnost, da imaš kontrolo nad celotno zadevo. In no, pri knjižnici je bilo tudi možno nekaj kreativnega recimo oblikovati. Sam ponatis Konjiške dekanije je bil čist faksimile, je bilo tehnično, kreativno pa se nismo mogli nič privoščiti, ker smo stvari ponatisnili. Ta knjižica je pa, jaz sem skušal ta duh Avguština Stegenška vizualno prikazati na naslovnici, da se pojavlja njegov lik v kombinaciji z notranjostjo cerkve Konjiške. Da je tudi avtorica Aleksandra Boldin je bila navdušena na to rešitvijo. Je pa noter v tej knjižici toliko enih zanimivih ocvirkov, danes nismo imeli časa vsega načeti. Tudi v veličini Avguština Stegenška, kako se je on zadal, kako se je analiziral, kakšen sem, kakšen hočem postati. To me je recimo najbolj nagovorilo. In je dejansko zelo zanimiva stvar, tako da priporočam v branje. Še danes aktualna za poznavalce in strokovno javnost. S temeljnimi informacijami pa pomembna za splošno razgledanost domačinov, afirmacijo območja in imenitno promocijo v turizmu.